Dajmo pogledati vašo napoved levi. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo z dodatnimi kartami še malo bolj podrobno pogledali same dogodke, da dobimo še kakšno informacijo ali nasvet, kako si v bistvu izboljšati življenje. To so splošne napovedi, zato se je treba vse pomene interpretirati po lastni presoji. Tisto, kar se ne poistoveti z vami, ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez dvoma. Ok, dajmo mi zdaj kar začeti. Ok, kar taka zanimiva napoved. Ok, dajmo začeti po vrsti. Zdaj, kot osrednjo karto imamo trojko mečev, kar nakazuje, da se trenutno nahajate v nekem razočaranju. Nekako ste mogoče zdaj trenutno neki razočarani na nekem področju. Nekaj vas matra ali pa mogoče neka žalost, skratka, nekaj vam ne paše, ampak kaj pa je to? Mislim, ful imamo take kontradiktorne karte. Ful dobre in ful slabe hkrati, ampak nič se ne ustrašiti, bomo vse lepo pogledali. In tudi tukaj imamo v bistvu trojko src in, mislim, trojko mečev in pod njo je karta sonce. Tako da ta napoved bo še zanimiva. Ok, dajmo pogledati. Zdaj v preteklosti je bil nek šok. Nekaj se je zgodilo, kar vam je na nek način zrušilo nekaj, kar ste do zdaj zgradili. Nekaj se je zgodilo, kar niste pričakovali. Ampak kot da se je iz vsega tega kaosa pol rodilo nekaj novega, nekaj lepega, nekaj, kar vam je v bistvu polepšalo življenje, vam je vneslo ful dosti veselja. In zdaj, če pogledamo tukaj te tri karte, imamo tega paža tukaj z novcem, potem imamo viteza z novcem in potem imamo kar 10 novcev. Tako da te karte mi tukaj govorijo o nekem napredku, ker gremo iz paža v viteza in pol v desetico. Sicer desetica je pred pažem, ampak če gledamo te novce, je 1, 2 in pol jih je recimo 10. Se pravi, gre nek napredek, tak počasen, ampak videti je, da se boste v prihodnosti, torej v bližnji prihodnosti, da bo kar naenkrat tukaj vidim kot neka eksponentna rast. Ok, zdaj v preteklosti se je to zgodilo. Nekaj lepega je prišlo v vaše življenje zaradi nekega kaosa. Nekaj se je zrušilo in iz tega se je v bistvu rodilo nekaj novega. In to novo ste vi začeli negovati, nekako ste začeli vlagati čas in energijo v to in ta stvar je začela nekako se razvijati, je začela rasti. Ampak zdaj trenutno ste v neki fazi, ko ste na nek način omejeni. Tukaj je nekako se počutite omejeni, ne morete. Ker tu imamo skozi neke kontradiktorne energije. Recimo tukaj je tudi zelena, temna, temna, zelena, zelena, temna. Temna, zelena. Tako da na nek način se počutite ujete v trenutni situaciji. Dajmo pogledati za bližnjo prihodnost. Zdaj v bližnji prihodnosti je videti nek lep uspeh. Zelo lep uspeh, ampak tukaj je neka oseba ali pa nekdo, mogoče ste to tudi vi, ki na nek način tukaj neka, ne vem, jaz čutim neko hinavščino ali pa kot neko maščevanje, ampak bomo pogledali še vse, tako da ne se nič ustrašiti. Ok, dajmo zdaj pogledati malo bolj natančno. Evo, tukaj imamo sedmico mečev, ki je spet v bistvu karta neke hinavščine. To zdaj ni nujno, da je ne vem kakšen problem, ampak gre lahko tako, čisto kakšna oseba, ne vem, ti kaj prikrije ali pa si kaj izbori. Ok. Ma kaj se to dogaja, ne razumem. Nekako je videti tukaj, ali pa mogoče razumem. Aha, ok, zdaj mi je jasno, ja. Torej, v preteklosti je bilo tako, tukaj je bila neka situacija,
nekam ste vi želeli iti, se pravi, nekaj ste si želeli doseči, ampak niste si upali narediti tistega koraka, nekako vas je bilo preveč strah, da bi šlo karkoli lahko narobe. In ful ste si zatiskali oči pred to željo. Ta želja je v vas rasla in rasla in rasla in še bolj rasla in še bolj rasla, ampak vi ste si še kar zatiskali oči pred to neko željo. In potem v bistvu se zgodi, jaz temu rečem, da življenje naredi svojo intervencijo, ko se zgodi nek dogodek, na katerega nimaš vpliva in se nekaj zruši. In to, kar se zruši, potem v bistvu, ko se prah poleže, ugotoviš, da je nekaj lepega prišlo ven iz tega. In to sem že prej rekla. In tukaj imamo potem karto zaljubljenca. Zdaj pa, če seštejemo te karte, dobimo karto številko 18, ki nas navezuje na karto Luna. In karta Luna je v bistvu obdobje teme, kadar imaš nek cilj, kadar veš, kaj si želiš, ampak nimaš pojma, kako boš prišel tja, kakšne ovire boš imel, kakšne izzive boš imel. In nekako greš proti temu, ampak nekako si vedno v tistem, da ne veš, kaj se bo zgodilo in kaj sploh pričakovati. Zdaj, to je akcija, ki ste jo ubrali, in to je pol izid. In ja, v bistvu tukaj je videti, da ste potem zaradi tega šoka, pač karkoli je to bilo, ste dobili to neko moč v sebi, ste dobili samozavest in tudi odločnost in tukaj ste se nekako postavili zase in iz vsega tega se je potem rodilo nekaj lepega, nekaj, kar vas je čustveno ful razveselilo. Ok, dajmo zdaj pogledati trenutno situacijo. Zdaj seštevek teh dveh kart nas navezuje na karto sodba in karta sodba je v bistvu karta, ko slediš svojemu notranjemu glasu, ko slediš svojemu višjemu jazu, ko nekako greš proti svojemu poslanstvu. Tako da jaz mislim, da se vi nekako pomikate v to smer. Ampak vidite, da nekako ste še vedno zadržani, čakate, da se nekaj zaključi, čakate, da nekaj pride h koncu. In v tem času pa po drugi strani to nekaj, kar vas veseli, to ful negujete, nekako, kot da čakate, da se nekaj zgodi. 13 plus 13 je 26 in plus 4 je 30, to je cesarica. Ja, saj to sem tudi že, mislim, da par tednov nazaj sem rekla, da nimate sploh nobenih omejitev. Ne vem, kaj se obremenjujete. Ok. Kot nasvet imamo osmico palic in kot izid imamo trojko palic. Če čakate, da se nekaj zgodi, se bo to zgodilo zelo kmalu. To je ta osmica palic. Osmica palic je karta, ki nakazuje na neke hitre novice, tako ko pride neka nepričakovana novica do tebe, neko nepričakovano sporočilo. Se pravi, nekaj pride nenadoma in v bistvu te takoj požene v akcijo. In tudi karta izida je v bistvu trojka palic, ki nekako kaže na to, da ste že tukaj, ali pa vas bo ta dogodek porinil, da stopite čez tisti prag znanega. Vaša želja že prihaja, je že na poti, zdaj je sam v bistvu vprašanje časa. Aha, ja, in notri imate, v bistvu v sebi imate te konflikte. Konflikte imate znotraj sebe, ja, evo, tukaj imamo luno, štirko palic, nekako dvomite v to, če je sploh vredno vztrajati. In potem imamo spet sedmico mečev. Kaj je ta sedmica mečev? To bomo po moje zdaj ugotovili. Tako da ja, v bistvu tukaj nimate kaj čakati. Mislim, že zdaj greste lahko takoj v akcijo, karte vam svetujejo čim prej v akcijo, ampak tudi če ne greste, bo prišla do vas neka novica, neko sporočilo, nekaj, kar vas bo v bistvu dvigalo na noge. In podobno je imel tudi vodnar. Pri vodnarjih se reka, da jih bo nekaj brcalo rit, tako da tle je isto. Nekaj vas bo dvigalo na noge, da boste šli v akcijo. Tako da če imate v rojstni karti znamenje vodnarja, si lahko tudi za vodnarja pogledate napoved, pa vam mogoče se še kaj novega razkrije tukaj v trenutni situaciji. Moram prav malo zadihati. Današnji video je sponzoriran od današnji video sponzorira Kriptovoda, tako da če vas zanima ta projekt, si lahko spodaj v infoboxu pogledate malček več informacij.
Ok, dajmo zdaj, evo, tukaj imamo še enkrat desetico novcev. As novcev in petico mečev. Ja, saj zdaj vidim, ja, petica mečev in desetica novcev. Obe karte imamo podvojene, se pravi, te energije bodo naslednji teden oziroma v bližnji prihodnosti zelo močne. Tukaj se vam nekaj ful dobrega zgodi, nekaj, kar vam, nekaj, mislim, ful dobrega v smislu, jaz bi rekla, da je to v zvezi s to vašo željo. Samo malo. Zdaj, tukaj imamo seštevek kart 15 in tukaj imamo seštevek kart 16. To so karti hudič pa stolp. Zelo možno je, da je to neka vaša karmična lekcija. In zelo možno je, da bo tukaj prišlo nekaj dobrega in tudi nekaj slabega. In zdaj je vse odvisno od vas, kako se boste odločili. Ali boste se osredotočili na to, tukaj bo nek prepir ali pa nekdo vam bo na nek način nekaj zameril, ali pa na nek način bo neka hinavščina ali nekaj takega. Zdaj, kaj se boste vi odločili, to je vse na vas, to je vaša odločitev. Vi imate meč v roki in vi lahko izberete, katero pot boste hodili. Boste šli v to ali boste šli v to pot. In to je vaša karmična lekcija, kar pomeni, da je to verjetno neka taka situacija, ki se vam ponavlja že celo življenje. Ali pa ne nujno na tem istem področju, lahko da je recimo vedno drugje, ali je enkrat z eno osebo, enkrat je lahko z eno situacijo, ampak na nek način je to nekaj, kar se vam ponavlja že celo življenje. In do zdaj niste videli izhoda. Mogoče ste se vedno zapletli potem v te konflikte, namesto da bi sledili temu dobremu, kar je prišlo do vas. Se pravi, tukaj lahko pride neko finančno, nek finančni priliv, lahko pride kakšna potrditev, mislim, nekaj bo, kar vam bo res dalo tisto zavedanje, da, mislim, ne zavedanje, ampak enostavno nekaj se vam bo uresničilo, neka vrata se vam bo odprla in tukaj bo vse. Ampak hkrati bo pa tukaj nekdo, ki mu bo marsikaj šlo v nos in mogoče je tukaj neka, ne vem, neka hinavščina, no, nekaj takega. Tako da zdaj je v bistvu vse na vas, kaj se boste odločili. Ja, tukaj imamo karto svet obrnjeno narobe, kar pomeni, da je ta situacija za vas bolj pomembna. Pomembna je zato, ker tukaj lahko zaključite ta karmični cikel. Če se vi odločite za desetico novcev, je to to. Če pa se vi odločite za petico mečev, pa boste spet se boste vrteli v tem krogu, spet boste šli skozi iste procese in čez nekaj let bo vse skupaj še večje in še težje. Zato, ker vedno imamo tako, to je kot neka taka, dokler enkrat ne prideš tako nizko, da dojameš, kaj je problem in da to spremeniš. In karmični cikli se ti vedno tako ponavljajo. Tako da tukaj vam lahko nekdo ponudi tudi lahko da bo prišel kakšen recimo investitor, če iščete investitorja, ne. Recimo pride nek investitor in vam reče, jaz ti dam zdaj denar, ampak ne vem, in pol boste vi zdaj lahko se odločiti, evo, recimo, če je tak scenarij, če se zgodi res tak scenarij, imate lahko recimo neko blokado o tem, da so ljudje hinavci, da vas hočejo na neki način preslepiti. In zdaj, ko bo prišel nekdo z neko ponudbo, boste vi sumničavi okrog tega, zakaj mi ta zdaj ponuja denar, zakaj mi hoče to pomagati, zakaj mi hoče ponuditi nekaj, zakaj hoče biti z mano, zakaj hoče biti ob meni. Nekaj bo ful sumljivo. In vi zdaj se lahko odločite, ali boste vzeli to, kar vam on ponuja, ali boste šli na to, da se rajši umaknete, ker kdo ve, kaj on skriva. To je zdaj samo primer, ampak jaz mislim, da ta primer, da zna biti zadosti levo realen. Tako da vidimo, kaj karte svetujejo. Karta kočija. Ja, tu morate v bistvu od te energije uravnavati. Zdaj, recimo, če je to res tak primer, da se zgodi kaj podobnega, torej, da vam nekdo nekaj ponudi in da boste vi nekako sumničavi, kaj zdaj mi ta človek ponuja. Morate se zavedati, da je to nek notranji angelček in hudiček. In vse, kar morate vi narediti, je, da samo to preslišite in nekako premagate ta čustva, ki vas
vedno joj, kaj pa če to. Sam premagajte to in pač zavedajte se, da se boste rešili karkoli bo. Tudi če vas na koncu ta oseba res pretenta, se boste že rešili ven z tega. Nekako se boste že, mislim, če pogledaš tako za nazaj svoje življenje in ko se spomniš kakšnih situacij, ko si se znašel nekje, na koncu se vedno vse izide, nekako se vedno vse zrihta. In tudi tle, zdaj, če se bo izkazala, da je ta oseba hinavska, pač nekaj bo že, mislim, ne vem, zdaj mi je zbežala misel. Nima veze. Okej, v glavnem, imate tega hudička in angelčka in ta karta govori o tem, da ti nekako premagaš te notranje bitke in da enostavno razmišljaš s trezno glavo, ne s čustvi, ne s strahovi, ne z dvomi, ampak pač pogledaš dejstva, pride ta oseba, ti nekaj ponudi, pogledaš, kaj ti ponuja in se osredotočaš na dejstva, ne zdaj na neke fantazijske pravljice, kaj pa če se bo to zgodilo. Mislim, se ne rečem, lahko da se, ampak pač nekako moraš imeti nek dokaz ali pa če slišiš od neke osebe, da reče, ja, ta oseba je sumljiva, potem ja, okej, je normalno, da imaš take strahove, ampak če pa nimaš nekih dokazov, če nimaš nekih potrditev, da so te tvoji strahovi utemeljeni, potem jih pač poskušaj premagati in potem, ko prideš v neko situacijo, ki lahko kaj dokaže, takrat se sekiraj. Dokler nimaš nekih dokazov, je brez veze, da se karkoli sekiraš. Jaz mislim, da ima ta oseba dobre namene, no. Ampak bomo to še malo bolj podrobno pogledali. Ja, tukaj imamo karto norec, se pravi, tukaj je videti, da se potem v bistvu začne nek nov začetek s tem, ko boste vi to premagali. Dajmo mi zdaj samo še malo pogledati, ker to je res taka, se mi zdi kar pomembna stvar. Evo ja, karta stolp je padla ven. Se pravi, to je nekaj pomembnega. Dajmo pogledati. Okej. Ta karta predstavlja vas v tej situaciji, ta predstavlja to osebo in ta predstavlja energijo med vama. Ja, evo. Ja, evo. Vse mi je jasno. Se pravi. Aha, čakajte, bom samo še pogledala na svet. Ja, itak. In izid. Okej, ja. Ja, levino. Kaj se pa to gre? Okej, zdaj imamo takole. To je karta, ki predstavlja vas. In to je karta, ki predstavlja to osebo. Ta oseba pride tako, čisto sproščeno, prijazno, z neko idejo. Ta oseba ima neko motivacijo, neko energijo, ful ima dobro energijo, tako se mi zdi ful taka zainteresirana za vas, vidi v vas nek potencial. In pol ste vi tukaj na drugi strani, ki pa gledate proč. Nekako gledate, nekako se nočete zmeniti za to osebo. Ta oseba na nek način, ma ne, tu ne bom nič rekla, nima veze. In zdaj, če pa pogledamo energijo med vama, recimo to ste vi in to je ta oseba, ki pride in ta oblaček predstavlja to osebo tukaj. Ampak vi se tako nekako držite zase in gledate te vaše tri kelike, ki niso tisto, kar si vi želite, ampak ta oseba vam ponuja nekaj, kar vi rabite, nekaj, kar si vi želite. Ampak tega nekako nočete pogledati zato, ker imate misli o njej, da je na nek način hinavska. Ampak karte vam svetujejo, to je nasvet, ki vam ga dajejo karte. Torej, da sprejmete to osebo z odprtimi rokami, ampak v eni roki, pač z eno roko jo sprejmete, ampak v drugi roki držite nož. Se pravi, še vedno lahko to osebo sprejmete. Dokler imate nekih konkretnih dokazov, da vam ta oseba hoče škoditi, jo pač lahko sprejmete v svoje življenje, ampak ste nekako previdni. Samo pomembno je, da se ne predajete tem čustvom, tem strahovom. Zato, ker če ne, lahko izgubite priložnost. Jaz mislim, da vam ta oseba lahko ponudi eno res dobro priložnost. Aha. Kje smo ostali? Ne vem, to je itak, vse je z razlogom, ampak ja.
tukaj imate res neke možnosti, da sam jaz bi tukaj še nekaj pogledala. Me vseeno še malo skrbi, da nismo spustili kakšne pomembne informacije in dajmo vprašati karte, če je tukaj še kaj pomembnega, kar morate vedeti v zvezi s to osebo oziroma situacijo. Ok, tukaj imamo karto sodba. Dobro. Ja, pač s to osebo so nekako take res močne energije, ful pozitivne in ful negativne hkrati. Tako enkrat mogoče pride tako kakšna obdobja taka, kakšna taka, ampak tukaj je pomembno samo, da mislim, da ostanete res trezne glave v smislu, da se ne predajte čustvom, da ne reagirate na podlagi čustev, ampak da reagirate na podlagi dokazov. In ja, zna biti, da bo s to osebo dosti nekih takih zanimivih preobratov. Ta oseba vam lahko, jaz mislim, da vam lahko pomaga v bistvu odpreti neke stvari, mislim, jih nekako na nek način vam lahko pomaga, da spustite iz sebe nekaj, kar zadržujete v sebi, ne vem, nekaj takega. Da se znebite nekih omejitev, ki jih imate v glavi, torej te omejitve, torej da se znebite teh omejitev, ki jih sploh ni, tako, ki so samo v vaši glavi. In tukaj pol neko sodelovanje in tako naprej. Tako da, zelo lep, mislim, zelo zanimiv pogled, prav sem uživala. Levi, hvala, ker ste ostali z mano do konca in se vidimo potem naslednji teden v novi napovedi.